Ptice so že od nekdaj zelo priljubljene živali, saj so jih ljudje skozi zgodovino občudovali zaradi njihove barvitosti in sposobnosti letenja. Pojavljanje in vedenje določenih vrst pa so spremljali tudi zato, ker so jih lahko povezali z določenimi okoljskimi dejavniki, kot so na primer menjave letnih časov in spremembe vremena. Danes ptice veljajo za najbolj raziskano živalsko skupino na svetu, njihovo številčnost pa tako v Evropski uniji kot v Sloveniji sistematično spremljamo, kar nam služi kot ključen indikator stanja biotske pestrosti. Zakaj so ptice tako cenjene kot indikatorji? Živijo v večini življenjskih okolij in imajo široke areale razširjenosti. Poleg tega so mobilne, kar pomeni, da ko se pojavi kakšna sprememba v okolju, so se nanjo sposobne odzvati relativno hitro. So visoko v prehranski verigi, zato lahko odražajo tudi stanje drugih organizmov, na primer svojega plena. Zaradi že omenjene priljubljenosti se zanje zanima veliko ljudi in ti so spremljanju njihovega stanja pripravljeni nameniti tudi veliko svojega časa. Posledično pa so potem na voljo velike baze podatkov in to za daljša obdobja, tudi za več desetletij, kar za druge živali nimamo na voljo. Popisi so relativno enostavni in stroškovno učinkoviti, če jih primerjamo z ostalimi živalskimi skupinami, analitske metode pa so v znanosti dobro uveljavljene. V Sloveniji izvajamo 2 večji shemi spremljanja stanja ptic. Na nacionalni ravni potekajo popisi pogostih vrst ptic, ki jih uporabljamo za izračun slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, tako imenovani SIPKE. Na posebnih območjih varstva Natura 2000 pa potekajo monitoringi nekaterih kvalifikacijskih vrst ptic. Poleg tega na nekaterih območjih opravljamo tudi zaporedne popise ptic v daljših časovnih presledkih, na primer na Kozjanskem, Goričkem, Ljubljanskem barju in delu Krasa. Monitoring pogostih vrst ptic se v Evropi izvaja že dolgo časa. Najstarejše sheme monitoringa so se začele izvajati že v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, v Sloveniji pa smo z monitoringom pogostih vrst ptic začeli v letu 2008. Od leta 2002 poteka tudi vseevropska shema monitoringa pogostih vrst ptic, ki jo vodita BirdLife International in Evropski svet za cenzus ptic. Vseevropska shema združuje večino evropskih držav, z izjemo nekaterih držav Zahodnega Balkana, Moldavije in Turčije. Glavni namen pa je omogočiti izračun evropskih kazalnikov pogostih vrst ptic. Popisi na nacionalnem nivoju potekajo po protokolu, v katerem so definirani čas in hitrost popisa, frekvenca in časovni razmak med posameznimi popisi. V Sloveniji uporabljamo transektni popis, kar pomeni, da popisovalec med zložno hojo po vnaprej začrtani liniji, transektu, zabeleži vse ptice, ki jih vidi in sliši. Dolžina posameznega transekta je približno 2 km, potek transektov pa je praviloma enak vsako leto, saj le tako lahko zagotovimo primerljivost. Popis se izvede do 10. ure zjutraj in sicer 2-krat v gnezdilni sezoni, prvič v aprilu in drugič v maju ali juniju. Vsako leto upravimo popise na približno 120 transektih. Popise upravlja približno 30 popisovalcev, ki so večinoma prostovoljci in se za samostojno izvedbo usposabljajo več let. Ti popisi namreč sodijo med najzahtevnejše v Sloveniji, saj je treba ptice odlično poznati, ne samo po videzu, temveč predvsem po oglašanju. Za izračun vrstnih indeksov se seštejejo vsi podatki zbrani na posameznem transektu za posamezno leto. Indeks nato izračunamo kot količnik med številom parov v obravnavanem letu in številom parov v izhodiščnem letu, pomnožen z 100. Z geometrijskim povprečjem vrstnih indeksov nato lahko izračunamo tudi sestavljene indekse za skupine vrst. V Sloveniji se uporablja že omenjeni SIPKE, ki ga sestavlja 29 indikatorskih vrst kmetijske krajine. Ločeno izračunavamo tudi trende za generaliste, travniške in netravniške vrste ter selivke in neselivke. SIPKE za leto 2023 znaša 76%, kar pomeni, da se je številčnost teh ptic od leta 2008, torej v 15 letih, zmanjšala za 24%. Trend je statistično značilen in kaže na zmeren upad, vendar je od leta 2014 stabilen. Najslabše gre podskupini travniških vrst ptic, pri katerih je številčnost v istem obdobju upadla za 43%. V zadnjih 9 letih se je trend tudi pri njih stabiliziral. Je pa treba biti pri interpretaciji tega trenda previden, saj je lahko posledica kratkoročnih vremenskih in podnebnih razmer, kot so na primer nenavadno mile zime, ter ostalih vplivov, ki jih zaenkrat še ne poznamo.
Indeks generalistov prav tako kaže zmeren upad, vendar bistveno manjši, za skupno 10%. Glede na izračunane trende, lahko indikatorske vrste razdelimo na 5 skupin. Strm upad imata trenutno 2 vrsti, to sta poljski škrjanec in divja grlica. Obe vrsti poseljujeta pretežno nižinsko kmetijsko krajino in sta močno občutljivi na intenzifikacijo kmetijstva. Zmerno upada 15 vrst, med katerimi so na primer številne travniške vrste, kot so repnik, repaščica in drevesna cipa. Njihova značilnost je, da so v precejšnji meri vezane na obsežnejše površine ekstenzivno rabljenih travnikov. Upadajo tudi populacije nekaterih vrst, ki se tipično pojavljajo v mozaični kmetijski krajini z veliko krajinskimi značilnostmi, kot so mejice, visokodebelni sadovnjaki in podobno. Takšne vrste so na primer plotni in rumeni strnad, hribski škrjanec in rjava penica. Imamo pa tudi nekaj pozitivnih zgodb, saj smo pri nekaterih vrstah opazili celo zmeren porast. Gre predvsem za vrste, ki so deloma vezane na naselja ali pa jim ustreza tudi relativno intenzivna kmetijska krajina. Takšne vrste so na primer golob duplar, postovka, rumena pastirica in kmečka lastovka. Podatki monitoringa pa so zelo pomembni tudi zato, ker nam omogočajo nadaljnje analize vzrokov za zmanjševanje številčnosti, pa tudi za analize uspešnosti ukrepanja, kot so na primer ukrepi v okviru skupne kmetijske politike. Vemo na primer, da so nekatere od teh vrst tudi selivke, vendar analiza trendov, ki smo jo izvedli v Sloveniji in rezultati tujih raziskav na evropski ravni, kažejo, da dogajanje na selitvi ni glavni dejavnik za zmanjševanje njihove številčnosti. Podobno velja tudi za podnebne spremembe. Oba ta dejavnika sicer imata vpliv, a je ta zaenkrat verjetno manjši od dogajanja na gnezdiščih v kmetijski krajini.